Tajskem v Bangkoku jutro ni ne tiho, ne počasno. Je tok, ki se nikdar ne ustavi. Vse se giblje, reke, ljudi, motori, ulice. Toplota ni samo v zraku, temveč v pogledih mimoidočih, v vonju ulične hrane, v rožnatem svitu nad templji. Kdor prvič vstopi v to mesto, se zdi kot popotnik v filmu, kjer so resničnost, duhovnost in sodobnost spojeni v eno neločljivo zgodbo. Tu se je začela tudi naša pot, mednarodna novinarska tura IFI Exposure for Development 2024, ki je zbrala 11 izbranih novinarjev iz 10 držav sveta, podprta strani US Cyber Export Councila in Crop Life International. Dobili smo vpogled v tajski agrarni mozaik, od visokotehnoloških praks do tisočletnih tradicij, ki še vedno utripajo v duhu tajske tradicije. To ni le potovanje, je potrditev, da kmetijsko novinarstvo ni obrobje, temveč srce mnogih resnic, ki jih svet pogosto spregleda. Tako pot opisuje Steve Werblov, predsednik Mednarodnega združenja kmetijskih novinarjev IFI, ki je pot tudi organiziralo. Well, it's just been great to be on this trip to Thailand with the Exposure for Development program for IFAJ. We've had people from 10 countries together exploring Thailand, exploring the agriculture and the society and talking with each other. So the chance to hear from you and Itzhak about what's happening in Slovenia, the chance to talk to people about how they do journalism in their countries and how agriculture goes in their countries has been fascinating. And then to be able to compare that and learn from the people here in Thailand, the farmers we've met, the researchers, it's just been a wonderful trip. Spoznavanje tajske kmetijske krajine in zgodb, ki se skrivajo za riževimi polji ali pri gojenju rib ali med plantažami kave, sadja, pridobivanjem semen in sestanki o prihodnosti kmetijstva. Seveda si je na Tajskem najprej treba pogledati floating market oziroma tradicionalno plavajočo tržnico, kjer čolni drsijo po kanalih, naloženi s sadjem, začimbami in nasmehi. Obiskali smo tudi znamenito tržnico na železnici Mae Klong, kjer skozi sredino stojnico vsak dan pripelje vlak. Prodajalci hitro pospravijo svoje stojnice v nekaj sekundah, vlak počasi zaropota mimo in le nekaj trenutkov kasneje so stojnice spet razgrnjene. Na robu industrijskega območja smo obiskali tovarno 88 Foods Golden Sea Bass. Gre za sodoben obrat, kjer poteka predelava in izvoz brancina v visoko nadzorovanem okolju od ribogojnice do končne zamrznjene embalaže. Hladilnice, avtomatizirani trakovi, bele zaščitne obleke, a tukaj v hladnem jeklenem objemu riba postane izvozno zlato. Predstavniki podjetja so poudarili pomen sledljivosti, higiene in trajnosti, saj velik del proizvodnje izvozijo na zahtevne tuje trge. Digitalni nadzor kakovosti, varčna uporaba vode in nič odpadkov. Vse to kaže, da lahko tudi predelovalna industrija diha v ritmu okoljske zavesti. Iz vročega Bangkoka smo se odpravili proti severu, v Chiang Mai, z vlakom, ki po noči postane zibajoča postelja misli in pogovorov. Ko se mesto umakne, začne pokrajina dišati po zemlji in listju. Vlak drsi skozi polja sladkornega trsa, mimo palm in tihih postaj, skozi džungle, naselja in polja. Kljub skromnim sedežem in prekratkim posteljam je bila to pot, ki poveže ne le kraje, temveč tudi misli. Pogovori s kolegi iz drugih držav so tekli o vsem, o prihodnosti podeželja, o vlogi ženske v kmetijstvu, o pomenu tradicije v sodobnem svetu. Na poti po osrednji Tajski smo stopili v srce najbolj simbolične tajske kulture riževega polja. Tu riž ni le rastlina, ampak znanstveni dosežek, kulturna dediščina in prehranska prihodnost. Mladi raziskovalci s ponosom pripovedujejo o sortah, ki potrebujejo manj vode, a dajo več, ne le v tonah, temveč v življenju skupnosti, ki so od njega odvisne. Spoznali smo vlogo tehnologije, dronov, pametnih senzorjev, sistemov za trajnostno namakanje, ki vse bolj postajajo sopotniki tradicionalnim metodam pridelave. A nič ne premaga človeških rok, ki še vedno sejejo z isto potrpežljivostjo kot pred 100 leti.
Semena so več kot začetek rastline, so spomin narave in obljuba prihodnosti. Na Tajskem, ker vsako zrno riža nosi stoletja tradicije, smo spoznali, kako dragocena so semena kot nosilci genetske raznolikosti in kulturne dediščine. Vsako seme nosi v sebi zgodbo kraja, klime, človeka, ki ga je izbral. In prav zato kmetijstvo ni nikoli samo gojenje, je ohranjanje duše pokrajine. Why seeds are so important? This is the start of the breeding process that to create a new variety that can answer the request from our farmers, because the farmer is the end customer that need or the requirement of the new variety. So this is the first station that we grab all the requests from the farmer, even like the yield and this is resistant for that, to back here and doing a breeding system to make a new one, that new variety that can match with the requirements. Future is in your hands. Maybe like that, but not that much, because the future is changed very fast. But we need to forecast and focus what we need to do in the future. Sledil je obisk ene največjih ribogojnic, Namsai Farms, kjer gojijo tilapije s pomočjo krmnih mešanic iz soje, razvite v sodelovanju z ameriškim sojnim svetom USSEC. Ribe plavajo v zračnih bazenih, prehranjujejo se s krmo, ki zmanjšuje potrebe po ribji moki. Rešitev, ki združuje prehransko varnost z okoljsko odgovornostjo. Veterinarka Jessica Turner, domačinka z ameriškim naglasom, nam pove: akvakultura danes ni več le industrija, je ekologija, biologija in etika. V okrožju kraja Ban Mayanan smo obiskali ekološko perutninsko zadrugo, kjer pretežno kmetovalke vodijo zaprte kroge prehranske neodvisnosti. Kokoši hranijo z ostanki kmetijske pridelave, gnoj uporabljajo za gnojenje tal, jajca pa prodajajo lokalnim tržnicam in izvažajo. Svoje izkušnje prenašajo na mlado generacijo. Kot je povedal 25-letni Sea Kong, ga vzreja kokoši zelo veseli. Visokotehnološke prakse smo spoznali na tajsko-danski mlečni zadrugi, ki je vzoren primer inovativne povezave, ki segajo tudi v evropski prostor. Posebno doživetje je bila tajska kulinarična delavnica, kjer smo v glinenih možnarjih pridobivali okuse limonske trave, čilija, kokosovega mleka in njihove tradicionalne zelenjave, ki smo jo svežo pobrali na kmetiji. Kuhanje je postalo meditacija, pogovor, izraz spoštovanja do zemlje in ljudi. What makes this work important is the chance to share information from one farmer to another, from one country to another, from one journalist to another. So that opportunity to learn from each other and to see the kinds of advances that people do. We realize that we all face the same challenges: sustainability, keeping young people on the farm or making them interested in farming, creating a food supply that is predictable and reliable and safe. We all want to do the same things, and sometimes we do them differently and sometimes we do them the same, but at the end of the day, learning from each other will help us all of our audiences do a better job of that and succeed. Tako smo na kraju samem videli, kako znanje, krmne inovacije in odgovorno upravljanje ustvarjajo akvakulturo v prihodnosti. Ifajova tura na Tajsko ni bila le delovni obisk. Bila je potovanje v svet, ki se spreminja, kjer kmetijstvo ni več le obrt, ampak kultura, znanost, politika in upanje. Kmetijstvo je vse to, česar velikokrat ne vidimo. Je skrito za polji, nasadi ali tovarniškimi vrati. Ni nikoli le zgodba o hrani. Je zgodba o človeku, ki obdeluje zemljo z mislijo na drugega, ki jo bo užival.